Jaz sem Janin Klemenčič, tole tukaj je pa Matjaž Prosen. Pozdravljen, ki ga že poznamo in smo se že zadnjič pogovarjali o tem, da je on med drugim precej križaril po Afriki. Tukaj le zadaj za nama se tudi nekaj vrti in zdaj bomo pogledali, kaj se pravzaprav vrti. Na tejle sliki vidim, da ti nekaj natakajo. S kolesom je zadeva relativno enostavno, ker rabiš samo hrano pa vodo. In tu dobiš posod, kjerkoli so ljudje, kjerkoli so živali, je hrana in voda. Z motorjem je pa problem, ker je potrebno gorivo. In recimo tle mi konkretno, tu smo v Visokem Atlasu, v Maroku, mi je zmanjkovalo goriva in potem po vaseh sprašuješ, kje bi kaj dobil. No in to je njihova bencinska črpalka. Sicer plačaš bencin 2-3krat dražje, ampak ker ga natankaš samo tam kakšne 2-3 litre, da prideš do civilizacije, pa tu ni taka katastrofa. Pa ta motor uporablja mešanico? Ne, čist benzin, četrtak. Imaš posebej ole? Ja, tako. Malo skačemo, tle smo zdaj Zahodna Sahara, v en mojih prvih potovanj z motorjem. Južneje gremo, delikatnejše so zadeve, pač minirano in minska polja, ne? Minska polja, tako da je to postavljanje šotora tam, kjer se ti sprdne, dosti kočljiva zadeva, ne, treba biti malo rezerviran. No, tle smo v Senegalu. Prvič so me iz Senegala zabrisali, ker nisem imel prave vize, no, potem naslednjič ni uspelo. Nazaj v Maroko. Obstaja ena zadeva, ki je, bi rekel tako, obvezna za vse, ki se peljejo čez, in tu je plaža. Ta plaža je bila dolgo časa edina prometnica čez Mauretanijo. Torej, ko je oseka, se pač more umakne in se da po plaži voziti, medtem ko pride plima, cesta zgine. In tle je marsikateri avtomobil odplakan, ker če zapadeš v težave, da se ti zakoplje v pesek, pride visoko morje in nimaš kam. Z motorjem je lažje, ker ga lahko, če ne drugega, na roke porinaš čez. No, in jaz sem na tej plaži prespal z idejo, da sem absolutno varen, ker po puščavi se po noči ne da voziti, ta cesta tudi čez dan izgine, in sem rekel, tle sem pač ko v trezorju, ne more do mene in bom varen. No, ampak sredi dneva potem pride do obale en tak čoln in ta čoln je poskušal pristati, ampak zaradi prevelikih valov ni mogel, se je skoraj prevrnil. In potem so parkirali tam na odprtem morju in smo se gledali, tam ene 2 ure. Sem pa jaz spokal in se odpravil potem naprej in so videli, da nima smisla, da bom pobegnil. Tako da zdaj, a so me hoteli ropati, ali so samo bili prijazni, pa so mi hoteli pomagati, so mislili, da sem obstal na tej plaži, tega nikoli ne bom vedel. Plavati pa niso znali. Plavati pa niso znali. Moraš kakšno plastično puško s sabo vlačiti. Ja, no, recimo, to je tako, ta plaža, ko zgine, je taka, medtem ko pa, ko se umakne, vidimo, je tle dosti sledi, domačini, prijazni, evo, ta je celo tako, slikaj me, in potem jaz to slika, nisem niti vedel, kaj bo naredil, oziroma ta je bila preduno, tukaj so slikaj me, in potem jaz to slikam in je pa, recimo, so tu neke ribiške vasice na tej plaži, ki nimajo nobene druge prometnice kot 2-krat na dan tole njihovo plažico. Zdaj, zanimivo je, da puščava niti ni tako zapuščena, ko bi si mislili. Prepredena je dejansko z ogromno nekimi potmi
in tudi veliko kažipotov se najde. In tudi tako to izgleda, ne? Recimo, dobro, ta jim je padel na tla, pa se jim ga ne da pobrati. Recimo, v originalu so taki, pač označene neke točke, med katerimi se pelješ. Tudi tu je izredno dober kažipot, ker veš, da so bili te ljudje in črno gumo na belem pesku zelo nadaleč vidiš. Ne, si ne bi mislil, da je ena navadna kamionska guma vržena na tla tako dober kažipot. Prej sem omenil v prejšnji oddaji, da že dobre četrt stoletja hodim v to saharsko Afriko, nekako me je povlekla, nekako je me okužila in brez tega ne gre. In nekako lahko zdaj tudi spremljam to transformacijo. 20-25 let nazaj ni bilo nobenih turistov, ni bilo prehitro, ni cest ni bilo, dejansko za vsakim vogalom te čakala avantura. Zdaj pa so te avanture že malo bolj redke, vse več je asfalta, vse več je turistov in recimo tisto, kar hodimo iskati, je zdaj vse težje najti. Dejansko tista čarobnost svet zgublja, vse pa še zmeraj da najti. Pa zdaj razne Alžirije oziroma razne Libije so tele države bolj ali manj varne danes. Ja. Tunizija, Alžirija, Maroko. Se zgodi kakšen zločin, recimo nazadnje so v Maroku 2 puncam glave odrezali, če se spomniš. Storilca so seveda tudi prijeli in kaznovali. Zdaj bila je ena taka izredno specifična situacija, bile so na nekem gorniškem tečaju in te punce so spale stran od vseh ostalih. In baje so jih ene 4 dni spremljali in potem napadli. Zdaj vprašanje, kaj je vse bilo. Naj bi bila tu Al-Kaida, lahko, da jih je kaj motilo na teh 2 puncah, mogoče spolna usmerjenost, mogoče vprašanje, težko reči. Recimo na enem potovanju je prišla novica, da so ugrabili 3 humanitarne delavce iz Španije. Čez 2 leti sem zvedel, da so jih takrat po enem tednu spustili, ker noben ni hotel plačati odkupnine in oni niso imeli hrane za jih futrati. Tako da, ali pa recimo ugrabili so 2 Italijana, pa smo bili vsi v strahu, kaj je zdaj. In potem spet zveš, da niso bila 2 Italijana, ampak je bil en starejši možakar, ki je šel po ženo v Burkina Faso. Familija od te mlade žene ni bila temu naklonjena, ali pa moče plačal premalo, in je najela ugrabitelje, da so jih na meji med Malijem in Mauretanijo pohopsali. Potem neko francosko družino ne bi ubila. Tale 2, kaj so to? Jastreba. Skratka, ob tej sliki imam ponovadi tako tak komentar, da se pojavi, Matjaž gre spet opuščaval. Recimo, to je bila ena taka zanimiva izkušnja kobilce, take